prisrčen dober večer vam voščim najprej seveda v imenu obeh gostiteljev druge osnovne šole Celje in gimnazije Celje Center. Moje ime je Gregor Deleja in vas bom nocoj, oziroma bom naše goste in seveda tudi vas, spoštovano občinstvo, popeljal skozi zbornik oziroma stoletje poslopja gimnazije Celje Center. Najprej izrečem iskreno zahvalo Muzeju novejše zgodovine Celje za vso pomoč in seveda za gostoljubje. Prav prisrčno pozdravljam vse, ki ste si vzeli čas, še posebej gospoda župana Bojana Šrota. Za vas smo pripravili eno učno uro o poslopju današnje gimnazije Celje Center. Namreč leto 2012 je leto, ki je povezalo dve šoli, ki sta še kako povezani s to mogočno secesijsko stavbo v današnji Kosovelovi ulici. In tudi to je en tak dogodek, mogoče neznačilen za tale čas, ki ga trenutno živimo, usmerjen zlasti k tisti individualnosti, da smo še posebej veseli, da se tudi v uredniškem odboru zbornika zbralo toliko avtorjev člankov, ki jih bomo danes pozvali, da predstavijo svoje delo in pa seveda tudi svoj pogled ne samo na to poslopje, ampak tudi na druge aktualne dogodke, ki ta čas so vpeti v naš svet. Najprej seveda iskren pozdrav urednici zbornika, profesorici Ireni Benedičič, pa dovolite mi, da nadaljujem kar ženskim svetom, gospej Urški Krbavec iz Zavoda za varovanje kulturne dediščine, gospej Barbari Pistotnik iz druge osnovne šole Celje, gospodični Jani Pečnik iz gimnazije Celje Center, ravnateljema še enkrat, gospodu Topoletu, druge osnovne šole, gospodu Marletu z gimnazije Celje Center, profesorju Medvedu z gimnazije Celje Center, našemu nekdanjemu dijaku, študentu arhitekture Mihi Žganku in pa fotografu Matjažu Očku. Pa mi dovolite, da začnem najprej z eno mislijo in pozovem k tisti prvi glavni predstavitvi osebo, ki je bila na nek način pobudnica te zanimive publikacije in pa seveda tudi glavna urednica zbornika Stoletje poslopja gimnazija Celje Center. Namreč to branje, ki ga imate danes pred vami, okolikor še niste prejeli svojega izvoda, ga boste dobili ob odhodu potem na razstavo, bo najbrž res zanimivo šele čez 100 let. In to branje v letu 2012, ki je vendarle za slovensko šolstvo najbrž spet enega takšnega ključnega pomena, pa bomo to znali oceniti spet, ko bo tisti edini pravi sodnik, to je čas, povedal svoje. In zelo veseli smo, da nam je uspel ta podvig, da na enem mestu zberemo ne samo mejnike, ki so zaznamovali stavbo kot takšno, ampak tudi tisto bistveno, to je življenje v njej. Profesorica Irena Benedičič je bila dolgoletna profesorica slovenskega jezika na gimnaziji Celje Center. Dejansko se je po maturi na celjski gimnaziji podala na ljubljansko filozofsko fakulteto, tam diplomirala iz slovenskega in angleškega jezika in prišla v službo v to poslopje, kjer je poleg tega, da je številne generacije učila lepot našega jezika, zaznamovala tudi mnoge dijake in seveda tudi kolege z neutrudnim delom na področju kulture, obšolskih dejavnosti, dijaške skupnosti, zadnja leta pa tudi kot pomočnica ravnatelja. In kot takšna oseba je seveda tista prava pobuda, ki je vodila potem tudi do izdaje tele knjižice, ki vam jo danes premierno predstavljam, oziroma novinarjem v dopoldanskem terminu, danes pa za javnost tudi v večernem. Zanima me, kako je biti urednik. Kaj je mogoče tisto, kar razlikuje to vrstno delo, recimo, ko gre človek v pokoj po toliko letih poučevanja in pa seveda povezave s šolo, ki nedvomno zaznamuje človeka, ne samo dijaka, tudi nas učitelje. Kaj pa zdaj, ko se sreča človek iz ene druge distance, recimo iz teh mirnih dni pokoja v enem uredniškem odboru in z eno tako vihravo temo, kot je stoletje enega najbolje ohranjenih javnih secesijskih poslopij in vseh njegovih poslopij? Ja, moram priznati, da mi je blizu čustveno obarvana literatura. Ampak pravzaprav
pravzaprav sem se lahko z liriko rahlo spogledala samo v uvodu, potem pa so me čakala prozna dejstva. Tako da, ko sem začela brskati po kronikah, mogoče bi kar v tej priložnosti povedala, da sem prebrskala kroniko Deške ljudske šole, ki jo hrani Zgodovinski arhiv Celje, in pa kronike Dekliške šole, teh je več, ki jih še vedno hranijo na drugi osnovni šoli. Pravzaprav sem si predstavljala, da je delo kronistov delo, ki mora zelo natančno zapisati neke aktualne dogodke, mogoče zanimive, da so kronisti vedno bili zelo verodostojni posamezniki. No, ampak sem takoj začutila, da seveda kroniko ne piše samo en sam človek. V šolskem letu ali pa v 5 letih nekdo, tega zdaj ne vem natančno, ker tega ni bilo napisano. Ampak čutila sem že razliko med recimo zapisi v kroniko Deške ljudske šole v primerjavi z zapisi v kroniko Dekliške ljudske šole. Ker sem nekje tudi prebrala, da so, ne vem natančno letnice, morale Dekliške šole voditi ravnateljice. In zagotovo so bile potem tudi kronistke, ženske učiteljice, profesorice, ker je tudi v teh, bom rekla, deških kronikah manj teh zapisov o investicijah, recimo v poslopje, medtem ko je v deški kroniki seveda kar naprej napisano, kdaj so prebarvali, ne vem, pločevinaste dele strehe, kdaj so zamenjali odtočne cevi, kolikokrat so prebarvali ograjo, kdaj so posuli okolico prvič z belim peskom. To so zanimivi dogodki. Torej, najbrž kronike se mi zdi kar kličejo, da bi jih nekdo nadgradil. Jaz si seveda ne domišljam, da mi je to uspelo. Mislim pa, da sem zbrala kar precej podatkov, ki so bili razpršeni, ne samo v kronikah. Morda bi v tej priložnosti povedala, da sem si pomagala tudi z 2 raziskovalnima nalogama. Avtorji so dijaki naše šole in profesorji naše šole. Sem pa seveda podatke preverila v zgodovinskem arhivu, pomagal mi je gospod Aleksander Žižek, naš nekdanji dijak, ki je v arhivu, pa seveda naša letna poročila, potem publikacijo, ki smo jo izdali o 50-letnici učiteljišča. No, nekaj podatkov pa mi je prišepnil tudi nekdanji ravnatelj, gospod Kapš, ki se mu v tej priložnosti tudi zahvaljujem za pomoč. Vsekakor mogoče potrebno seveda omeniti, da je profesor Benedičičeva ob tem, da je urednica celotnega zbornika, tudi avtorica 3 člankov, torej uvodnika, potem o sami gradnji šole in pa seveda o šolski stavbi in pa njenem življenju tam od leta 1912 pa do samostojne Slovenije, je mogoče kakšna zanimivost v vseh teh letih, ki jih je ta šolska stavba v osnovi preživela vedno z istim namenom. Torej, nedvomno je ena zanimivost tega poslopja v Celju, da je od začetka bila namenjena vzgoji in izobraževanju. Vemo, da naprimer Celjska gimnazija, današnja prva gimnazija v Celju, se je selila po več različnih lokacijah do v bistvu podobnih let kot se pravi začetka 20. stoletja, ko je dobila svoj prostor na današnji Kajuhovi ulici, medtem ko so gimnazijo Celje Center umestili v samo mestno veduto že z tem namenom. Ja, mogoče bi povedala še to, da seveda gre za stoletje stavbe sedanje gimnazije Celje Center. Ampak praznujejo tudi učenci, učitelji, vsi tisti, ki so to stavbo spreminjali v areno življenja. Tako da smo vsi pisci besedil v tej kroniki na nek način poskušali oživiti spomine tistih, ki so v tej stavbi sanjali svojo prihodnost in morda pogledati na to stavbo tudi z nekoč živimi očmi in srci tistih, ki so načrtovali in gradili. Namreč prebrala sem kar precej literature, ki govori o tem, kako zelo natančno so
mestni veljaki Celja spremljali to zgradbo, torej kako so jo načrtovali, kako so bdeli nad njenim izvajanjem. Ko so najeli kredit pri mestni hranilnici, so pravzaprav zastavili menda vse premičnine, ki so jih imeli. In tudi sicer je kar nekajkrat zapisano, koliko sredstev so v proračun namenili tej šoli, potem kako so pravzaprav tudi pomagali, ko je bilo treba na primer kupiti nove zavese, ki so jih v Prvo svetovno vojno vojaki uničili. Posebnega odposlanca so kar na Dunaj poslali po blago, ker takšnega, ki so ga pač načrtovali, bliže ni bilo. Potem, ko so popravljali peč, s katero so vojaki med Prvo svetovno vojno tudi zelo slabo ravnali, torej so tudi primaknili sredstva. Rada bi povedala, da je mesto Celje nekako stalo za to gradnjo in za to šolo ves čas. Najbrž pa nisem natančno na tisto odgovorila, pa bom poskusila zdaj. Moram reči, da sem imela na začetku tudi kar precej težav, ko sem prebirala, pravzaprav nisem vedela, a vedno gre za isto šolo ali ne. Enkrat je bila imenovana mestna šola, drugič je bila imenovana deška meščanska šola, pa dekliška ljudska šola, pa prva deška ljudska šola. Skratka, bila je pa to ves čas šolska zgradba. In dom v tej šoli, v tej zgradbi so našle res številne šole. Na začetku, kot sem že omenila, je bila namenjena in so se tudi te 3 šole vanjo vselile, torej deška ljudska, dekliška ljudska in deška meščanska šola. Potem so se zaradi vojne izselile, ampak vse 3 spet potem leta 1919 vselile. Takrat je svoj dom v tej šoli našla tudi državna dvorazredna trgovska šola, ki se je tudi po drugi svetovni vojni vrnila pod to streho in se izselila šele v šolskem letu 1946-47. Potem je v šoli domovala pred drugo svetovno vojno obrtna nadaljevalna šola, po drugi svetovni vojni šola za učence v gospodarstvu. Leta 1936-37 celo en oddelek otroškega vrtca. No in leta 1971 tudi pedagoška akademija. Tako da je ta zgradba bila resnično dom pravzaprav otrok, odraščajoče mladine in celo študentov, lahko rečemo. Torej, na nek način moram reči, da sem bila kar ponosna, ko sem te kronike prebirala, da sem bila 40 let povezana s to šolo, da je na to državno trgovsko akademijo se iz Trbovelj vozila tudi moja mama. Tako da sem ugotovila, da je bila ena taka središčna stavba, v dobrem in v slabem, ko je okupator je ravno v tej zgradbi zbral vso celjsko šolajočo se mladino in takoj po drugi svetovni vojni se je prav na njenem dvorišču spet prvič po vojni zaslišala slovenska beseda. Najpomembnejša zgodba ali pa 2 zgodbi se pleteta, torej zgodba, ki jo ustvarja učiteljišče. To je bila pomembna šola, gimnazija Celje Center je naslednica te šole. Od takrat tudi govorimo o pedagoški, ampak v tem pozitivnem smislu. Meni se zdi lepo, da še vedno, če sem hotela komu povedati, kje učim, reči na pedagoški, da bomo vedeli, kje to je. In potem druga osnovna šola, ki je leta 1946 dobila prostore v tej zgradbi kot legitimna naslednica prve deške in prve dekliške šole. Takrat so 4 osnovne šole celjske, 2 okoliške pa 2 mestni, da zdaj poenostavim, združili v 3. In druga je dobila prostor torej pač v tej naši zgradbi.
Mislim pa, da se je leto kasneje potem pridružila še tretja, prostorsko in sicer. Hvala profesor Benedičičevi. Zdaj bi se pa mogoče z gospo Urško Krbavec iz Zavoda za varovanje kulturne dediščine pogovorila malce res o sami stavbi. No, pa da najprej še na kratko predstavim. Recimo zanimivo na življenjski poti gospe Krbavčeve pa to, da se je vpisala na gimnazijo Celje Center, ampak je maturirala na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, odkoder se potem odpravila na Filozofsko fakulteto, kjer je diplomirala iz umetnostne zgodovine in je od diplome dalje zaposlena na Zavodu za varstvo kulturne dediščine na območni enoti Celje. Je avtorica številnih projektov, ki se tičejo zlasti obnove sakralnih in profanih kulturnih spomenikov in pa stavbne dediščine v Celju in celotni regiji, namreč naš zavod pokriva kar 12 občin celotne regije. V okviru zbornika pa je avtorica članka z naslovom 100 let secesijske lepotice in je na nek način predstavnica stroke. Tako da mogoče najprej vprašanje o sami stavbi današnje gimnazije Celje Center. V zborniku sem prebral, da je bila za tisti čas, torej za leto 1912, zelo inovativna. Pa ne zgolj v tem arhitekturnem smislu, v smislu secesije, ki je pri nas relativno redek, ampak tudi v smislu notranje opreme, interierov in seveda stavbnega pohištva. Ja, hvala lepa za tako obsežno predstavitev. Šola je nastala v času, ko se je v Srednji Evropi že dodobra razbohotil nov umetnostni slog secesija. In sicer gre za edini javni secesijski objekt v mestu Celje, ki pa je v notranji zasnovi še deloma zavezan historizmu 19. stoletja, medtem ko v oblikovanju fasad in pa notranjega pohištva, to se pravi stavbnega pohištva, pa že kaže vse značilnosti secesije. To lahko opazujemo v velikem številu oken, različnih oblik in dimenzij ter v različno strukturiranih ometih z valovnicami, kvadrati in ovali. Tako da je tudi zelo pomemben glede malo me tema zmatra. Imamo zelo miren razred. Šola je pomembna tudi zaradi uporabe novih tehnologij, ki so bile uporabljene pri gradnji, in sicer izvedena je bila železobetonska konstrukcija stropov. To je bila ena zadeva. Sicer je pa pomembna tudi, je postavljena v literaturi, ki sem jo citirala, v secesijski arhitekturi na Slovenskem. To je knjiga, ki je izšla leta 1997 v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine. Takrat je bila v tej publikaciji predstavljena tudi dekliška ljudska in meščanska šola v Celju in je bila tudi takrat postavljena v oblog vsem šolam, ki so takrat nastajale tudi v prvih 20 letih 20. stoletja v Ljubljani, Mariboru, Postojni in pa Murski Soboti. Zanimivo je, ko boste brali, ali pa vsaj mene recimo pri tem branju so navdušili kar nekaj podatkov, pa neke povezave recimo s sedanjostjo. Danes je moderno varčevati na vseh področjih. In varčevali so tudi pri gradnji gimnazije Celje Center. Nihče še ni omenil arhitekta, to je Richard Klos, graški, v bistvu ni bil niti arhitekt. Vse to je v bistvu zanimivo, zaradi tega, ker on je bil arhitekt, niti ga v literaturi nikjer ga ni omenjen, v bistvu, ker ni bil arhitekt, ker so poveličevali vedno samo arhitekte, je bil le nadinženir. In je verjetno takrat v bistvu umetnostni vplivi so vedno k nam prihajali iz Gradca, preko Dunaja seveda, kjer se je secesija razvila v vsej svoji lepoti. Tako da takrat on je bil avtor dveh načrtov, eden je bil bolj secesijsko obarvan, medtem ko potem na koncu zaradi finančnih tegob investitorja naj bi
je bila seveda bolj preprostejša varianta izvedena. Tako da tudi takrat so razmišljali podobno, kot razmišljamo danes. Mogoče kakšen poseben element, ki je za izpostaviti, recimo mene vedno znova navdušuje naše podstrešje. In sicer na tem podstrešju so ena taka lesena vodila, v katerih je evidentno nekoč bila voda. In recimo, ko so prišli k nam iz zavoda, ko smo pripravljali idejni projekt za prenovo, to drugo fazo podstrešja, smo vprašali, kaj ta voda je. In so povedali, da to so bili pa zbiralniki za WC-je, ki so takrat bili zelo nenavadno in moderno umeščeni v vsa 3 nadstropja na obe strani, ker je šola pač bila dvojna. Kljub temu, da mislim, da tudi prva zasnova bila samo ta, da bojo naredili samo deško šolo. Potem so se naknadno odločili se za dekliško in jo tako tudi pozicionirali. Se pravi, enokotno poslopje, eno krilo je za deklice, drugo za dečke, bog ne daj, da se srečajo, še po dvoriščih so meje zarisali, to boste lahko videli kasneje na razstavi oziroma tudi v zborniku. No in pa WC, tiste čisto sodobne izplakovalnike in tako naprej. Torej, da ne govorimo o zasnovi učilnic, laboratorijskega pouka, kabinetov, zbornice, knjižnic, ki so bile na šoli in tako naprej. In koliko se je zdaj ohranilo dejansko tega stavbnega pohištva, ki je tudi, kolikor vem, pod zaščito? Ja, v bistvu je ohranjeno celotno stavbno pohištvo, razen tistih elementov, dvoriščnih vhodov, pa nekaj oken, se je že menjalo, od leta 2005, kolikor vem, se postopoma menja stavbno pohištvo na objektu. Sicer pa glavni element je seveda dvojno dvorano stopnišče v objektu, še posebej pa vhodni veži z originalnimi vratnicami, ki so v bistvu najlepši in glavni element poleg stopnišča v tem objektu. Seveda je vse originalno ohranjeno. Zdaj me še pa zanima mogoče čisto za našo javnost, tako zvedavi smo pač, ne, človek se sprehaja po Celju, zdaj trenutno malce težje, ko ga prenavljamo in vsi nestrpno pričakujemo, da bo kmalu na novo tlakovano in še lepše, kot je bilo doslej, ampak vendarle mene osebno, naprimer, ko grem tule ravno mimo vašega zavoda, na večjih čudovitih fasadah, celo na eni secesijski fasadi v mestnem jedru zmoti ena tabla živo zeleno-rumene barve in če se nes prav seznanjen, je vaš zavod tisti, ki daje mnenja oziroma napotke slehernemu, ki prenavlja neke stavbe, ki so pod spomeniško zaščito bodisi lokalnega, bodisi državnega pomena, bodisi tudi seveda vse, kar je v mestnem jedru, ki je pa pod posebno zaščito vašega zavoda. Ja, res je. To stavbo, ko ste omenili, na Glavnem trgu 2, to je edina stavba, poleg gimnazije Celje Center, v Celju, ki je v bistvu v celoti secesijska. Gre za poslovno-stanovanjski objekt, tako imenovana Joskova hiša. Kar se pa tiče vzdrževalnih del, je stvar taka, da pri našem poslanstvu smo nekako bolj uspešni, kadar gre za večje projekte, ki so tudi subvencionirani ali iz evropskih skladov ali strani lokalnih skupnosti. Dočim pri teh vzdrževalnih delih smo pa nekako razpeti med želje in potrebe lastnikov in pa v bistvu našo zakonodajo. Ker vsak bi moral priti k nam, tudi ljudje, ki živijo in delajo v teh stavbah, morda niso dobro ozaveščeni o tem, da se morajo nekako zglasiti k nam in priti po strokovno pomoč. Sankcija, če zdaj jaz recimo na svojo starovanje v mestnem jedru dam eno takšno tablo, me boste sankcionirali? Ja, v bistvu za vzdrževalna dela bi morala sankcionirati inšpektorat lokalne skupnosti. Zaradi tega, ker so to zadeve zavarovane z občinskimi odloki in planskimi dokumenti občine, vendar žal odloki niso pisani tako, da bi bilo prav veliko teh sankcij noter navedenih, tako da smo nekako malo brezmočni. Tako da poskušamo s človeškim pristopom še vedno priti do lastnikov in se poskušati pomeniti, kako in kaj je potrebno, kaj je dovoljeno, kaj bi bilo smotrno pri te vzdrževalnih delih. Hvala. Tu mogoče poziv za gospoda župana, da tudi na mestni ravni malo bolj te table. Zdaj sploh, ko bomo tako lepi, pa da še to sporedno kar uredimo, pa je.
Gospa Za Kerbavčeva. začetek kar tiste klime, ko jih vidijo iz zavoda, Recimo, skozi okno, ne, recimo. samo lateksa. Gospa Kerbavčeva, po mojem iz zavod bosta rada priskočila na pomoč. Iskrena hvala za predstavitev. Zdaj pa se pomikamo naprej po vsebini zbornika in sicer je na vrsti druga osnovna šola Celje. To je namreč legitimna naslednica, kot je že povedala naša urednica, deške in dekliške ljudske šole, ki je v stavbi današnje gimnazije Celje Center delovala do leta 1974. Avtorica članka Sprehod po zgodovini druge osnovne šole je profesorica Barbara Pistotnik, ki je maturantka gimnazije Celje Center. Po maturi na gimnaziji Celje Center se je podala na študij slovenistike na Mariborsko pedagoško fakulteto in od diplome dalje uči na drugi osnovni šoli Celje. Osebno mi je bilo zelo zanimivo, ko sem prebiral ta tekst, ki se obada zlasti za zgodovino po letu 1945, ko se te osnovne šole združijo, preoblikujejo po različnih reformah, povezanih tudi s spremembo družbeno-političnega sistema. To opisovanje, ki je očitno bilo pomembno tudi vašim kronistom, da so se vse te reforme povezane z nekim novim nabojem naroda v takratni povojni Jugoslaviji odražale tudi v smislu učnih načrtov in pa seveda pristopu do vzgoje. Otroki so bili zelo intenzivno vpeti v en tak politpropagandni aparat. Ja, res je. Predvsem zapisano imamo, da so vse učence vzgajali v skladu takratne NOB, že to, in v tem socialističnem duhu. To je bilo vodilo, to je bilo njihovo vodilo. Imeli so zelo močne državne proslave, mogoče so naši državniki brali te naše kronike, kajti zopet jih nam ponujajo, Učenci so se morali vključevati v številne delovne akcije, katerih namen je bil tudi neko politično ozadje. So pa si v začetku, po letu 1946, ogledali tudi kar nekaj filmov na to vojno tematiko. So bili primorani si ogledati te filme. Ker je zanimivo, da se čez te kronike in potem posledično tudi čez besedilo zelo veliko vidi ta nekak prepričanost sistema, da je domovinska vzgoja pomembna. In ne glede na družbeno-politični sistem, v katerem recimo smo trenutno ali po katerem smo bili pred letom 1991 oziroma še prej pred drugo in pred prvo vojno, so te teme nekako bile zelo pomembne tudi v kronikah, recimo od leta 1912 pa tam do konca prve vojne, pa potem do druge vojne. Celo recimo v okolici šole so bile urejene gredice, ki so bile namenjene različnim šolam, šolskim programom, seveda tudi zaposlenim, sploh tistim, ki so bivali v šoli, in tudi velike akcije za samo vzdrževanje okolice, katere so otroci pomagali, za različne proslave, ki so jih izvajali na šolskem postopku. Potem pa zanimivo, po letu 1991 se pa to v kronikah izgubi. Ja, res je. Ampak to vas moram popraviti, jaz sem pisala kroniko do 91, tako da po 91 je. Bo pa povedal profesor Igor Topole, ravnatelj druge osnovne šole Celje, sicer Celjanom tudi poznan kot velik športni delavec, športni aktivist, vpet v najrazličnejše združenja od naših lokalnih, kot je recimo znani celjski Kladivar, pa seveda je treba omeniti, da je podpredsednik mednarodnih iger šolarjev, pa predsednik upravnega odbora Regionalna varna hiša, član Olimpijske akademije Slovenije, številnih upravnih odborov in 23 let ravnatelj druge osnovne šole Celje. Zdaj teh 23 let, če si malo preračunamo, in to je mene res malo zmotilo na nek način, zakaj smo do leta 1991 tako prepričljivo, tudi jaz sem še generacija, ki je bila Cicibanček pa Pionirček pa tako naprej, pa zdaj, če odmislimo nek politični angažma ali pa politični sistem, kak je recimo na drugi osnovni šoli s tem, kako naše nadebudne mlade pripravljamo na to domovinsko zavest ali pa domovinsko vzgojo? Največkrat kar tako, da je lasten zgled najbolj svetav, od učiteljice od prvem razredu
do vseh zaposlenih na šoli, tudi tehničnega osebja. Sami sebi ne korimo v šolah usode, tako da smo odvisni tudi od trenutnih političnih vzgibov, nagibov, tako da nam pravzaprav te učne načrte, ravno okoli domovinske vzgoje, etike in družbe, kako vse smo že to v preteklosti temu rekli, skoraj vsaka politična opcija nekako nam preimenuje ta predmet, ga poskuša oblikovati tako in drugače in kaj veliko spremeniti tega ne moremo, se moramo teh učnih načrtov držati, tako da na koncu jaz pravim, da nam ostane lastna pamet in pa lastni vzgled, da je to tisto, kar dajemo otrokom kot popotnica za naprej. Jaz sem prepričan, da glede na uspehe druge osnovne šole izvajate to zelo dobro in hvala Bogu, da je tako. Je pa recimo, ko se je šola preselila leta 1974, dobila tudi drugo ime, torej druga osnovna šola je potem se vrne ponovno po osamosvojitvi, predtem pa je nosila ime Slavka Šlandra. Jaz menim, da iz preprostega razloga, ker je prečoven čudovit kip Slavka Šlandra od gospoda Pirnata, me bo naša Darja, je od gospoda Pirnata, ne da, ta kip. Ja, tako da jaz menim, da je bil razlog prav ta, potem pa za osamosvojitvijo pa dobesedno smo dobili nekaj dni odlog, da imamo časa, pol leta ali koliko pač že, da spremenimo vse papirje na drugo osnovno šolo Celje, tako da po eni strani mi je žal, po drugi strani pa pravzaprav tudi ne, ker smo samo dobili nazaj ime, ki smo ga nekoč že imeli. Profesor Topole je sicer avtor članka Druga osnovna šola, to je moja šola in že iz naslova tudi veje to, o čemer sva spregovorila, malce prej, ne, absolutno, to mora biti. Kaj pa sicer, no, zdaj, če še rečeva kakšno, zdaj tukaj opisujemo malo zgodovine, seveda se pa zbornik ozira tudi malce naprej. Kakšno je trenutno stanje v osnovnem šolstvu Slovenije oziroma kakšni so izgledi za naprej? Bomo pa lahko primerjali z srednjimi šolami. Riskantno. Vprašanje ni riskantno, odgovor je lahko riskanten. Pa ne, vendar, če začnemo kar z šolo. Kolektiv, kakršnega imamo ta trenutek, pa zadnjih 20 let, jaz ga ocenujem kot izjemno marljivega, pripravljenega na vse vrste izzivov in zaradi tega smo tudi se mi lotili kot prvi v Celju 9-letne osnovne šole, dobili priznanje kot prva celjska šola Blaža Kumardeja. Lotili smo se cel kup mednarodnih projektov, sodelujemo še danes z švedsko šolo, z šolo iz Srbije, z Hrvaške, navezujemo ravno kar stike šolo iz Bosne in Hercegovine. Zadnjih 5, 6, 7 let pa smo intenzivno začeli delovati na kulturnem področju, ne da prej nismo, ampak še bolj načrtno, pa še bolj, kar je rezultiralo do tega, da smo letos proglašeni za kulturno šolo Slovenije. Imamo pravico 3 leta imeti izobešeno zastavo Kulturna šola Slovenije in mi jo ponosno imamo obešeno pred stavbo. Kar pa zadeva to vpetost v družbene razmere, morda je vede ali pa ne vede, hote ali pa ne hote, ravno v tej 100-letnici Mestna občina Celje prenovila našo šolo, tako da gospodu županu še enkrat izkoriščam priliko, da se zahvalim tej priložnosti Mestne občine Celje, mestnim svetnikom, pa njemu tudi osebno, da so to spravili skozi, ker imamo pač novo fasado, nova okna, da nam ne piha več, novo streho, da nam ne teče notri več. Za bodoče pa, tako kot že prej nekdo omenil, pa še kakšna želja za mestni svet, pa za gospoda župana. Mi imamo največ otrok v Celju od osnovnih šol, smo malo na tesnem, tako da pred leti smo se pogovarjali in tako je bila obljubljena, ko bo prilika, da dobimo in prizide z malo telovadnico, tako da mi se kar prijavljamo že za naslednji proračun, če se da, da ta prizidek dobimo in da spravimo po strehe. Namreč, če imaš 55 ali pa celo več otrok, naenkrat v telovadnici ne moreš ravno kvalitetnega pouka delati. Sicer pa dobro sodelujemo, jaz menim, da tudi z Mestno občino Celje, z vsemi inštitucijami, še posebej bi pa pohvalil sodelovanje z mestno četrtjo. Menim, da res dobro sodelujemo. Mi njim pomagamo, oni pa tudi nam. Super. Bog da, da bi bilo povsod tako, no pa naj naslovim naslednje vprašanje na ravnatelja gimnazije Celje Center, Igorja Majerleta, sicer maturanta Celjske gimnazije, potem diplomanta fizike na Ljubljanski fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, ki se je tudi po diplomi takoj zaposlil v Celju in sicer na takratni pedagoški gimnaziji, tam učil fiziko, matematiko, osnove tehnike in proizvodnje ter računalništvo.
Aprila 92 prevzel mesto vršilca dolžnosti ravnatelja GCC in od septembra istega leta postal tudi ravnatelj gimnazije Celje Center, potem direktor zavoda gimnazije Celje Center in spet ravnatelj gimnazije ter srednje strokovne šole, od leta 2002 pa spet ravnatelj samo gimnazije Celje Center. Letošnje leto zaključuje svojo poklicno pot in mogoče, če se najprej navežem na profesorja Topoleta, ob jubileju, čestitljivem jubileju, 100-letnice druge osnovne šole in današnje gimnazije Celje Center, je mestna občina prenovila drugo osnovno šolo, današnjo. Kdo bo prenavljal današnjo gimnazijo Celje Center? Najprej vsi skupaj en lep pozdrav. Glede na to, da so res izjemno težki časi, si najbrž v tem trenutku ne upam napovedati, kdaj bo tudi gimnazija Celje Center dobila iz države, oziroma konkretno iz ministrstva za šolstvo in šport, dovolj denarja, da bi lahko zasijalo vse svoje lepoti. Projekti za adaptacije so pripravljeni že dolgo. In tudi že kar nekaj let, nekje 7-8 let, se prijavljamo na razpise ministrstva, vendar smo žal seveda neuspešni, zaradi tega, ker so v Sloveniji druge srednje šole pravzaprav še bolj potrebne obnove in pa tudi zato, ker imajo po nekaterih drugih krajih mogoče močnejše in vplivnejše botre. Od stvari, ki je bile nujno potrebne na naši šoli, so prav gotovo, da bi šola lahko, sploh bom rekel, na takšne normalne pogoje dela imela, bi bilo potrebno do konca zamenjati okna. Zamenjali smo jih mogoče tretjino in po zimi imamo strahovite probleme. V učilnicah, kjer so nova okna, je temperatura previsoka, v učilnicah, kjer so stala okna, je prenizka. To se ne da regulirati z samim sistemom kurjenja. Potem nujno so potrebne sanitarije, vodovodno in kanalizacijsko mreže. Kot sem rekel, projekti so pripravljeni že zdavnaj, z njimi se prijavljamo, vendar se bojim, da tudi v naslednjih nekaj letih še iz državnih sredstev ne bo ničesar. Odpirajo se seveda razni drugi viri, direktno evropski skladi, glede na to, da je šola tudi pod spomenniškim varstvom in bi najbrž z pametnim sodelovanjem ljudi z ministrstva lahko konkurirali na te razpise in najbrž kaj sredstva pridobili. Zaenkrat pa so razmere na našem ministrstvu na nek način nemogoče. Mi smo se recimo 2 leti dogovarjali, da bi na strehi športne dvorane naredili sončno elektrarno, pa zaradi nerazumevanja na ministrstvu, zaradi nepodpisa raznih pogodb, tega nismo uspeli narediti, pa ministrstvo za to ne bi plačalo niti evra. In podobno se bo najbrž torej zdaj tudi verjetno še nekaj časa dogajalo pri teh razpisih, dokler najbrž ti gospodje in gospe na ministrstvu ne bodo spoznali, da je to pravzaprav edini način, da šole ohranjajo na nek način svojo kondicijo, da so zgradbe takšne, da so lahko primerne za normalno delo. Če lahko še malo nadaljujem, torej ne samo, da bo zgradba najbrž iz leta v leto najbrž nekaj let stagnirala, bojim se, da bo tudi zaradi teh nemogočih razmer padal učni standard, najbrž bo tudi veliko manj denarja za opremo in seveda ne nazadnje tudi najbrž se bodo, tako kot se v tem trenutku kažejo, vse napovedi poslabšali kakovost šolstva zaradi večje bremenitve učiteljev, zaradi spremembe normativov in podobno. Pomeni, da v tem trenutku, ko pravzaprav odhajam iz šole, odhajam z neko krenkobo. Res, da je šola na nek način v polni kondiciji, to meni, mislim, da je dovolj osnovnošolcev, ki bi se želeli pisati na šolo. Izvajamo 3 fantastične programe. Mislim, da je učiteljski zbor izjemno zrel, žal pa se na nek način zaostruje ta finančna situacija, ki seveda posredno vpliva na kakovost šolstva.
Hvala. Teda mogoče pa prosimo na ministrstvo, če bi nas mesto prevzelo, če smo slišali, da se drugo da je mogoče mesto več za nas naredi kot država. Če se lahko oglasim, ne, zdaj, ko je bila ta pripomba, ne, nekje je zapisano, da je bila takrat, ko je pravzaprav sama stavba prišla v roke ministrstva, ko ni bila več, bi rekla, pod nadzorom mestne občine Celje, da je bil to kar precejšen problem in da so mnogi mestni svetniki temu ostro nasprotovali, ker so predvidevali, da za šolo Republika ne bo tako dobro skrbela, kot je mesto. Tako da, gospod Župan, če nas zamete, mi pridemo takoj nazaj. Jaz mislim, da je bilo to v času gospoda Rada. Ja, vse je bilo. Vem, zakaj je vstil. So nas preglasovali. No, sicer je profesor Merlec avtor članka o šoli in njenem življenju med leti 1992 in 2012, oziroma članek je poimenoval Zadnjih 20, se pravi stavba in njeno življenje v času od samostojne Slovenije pa do današnjih dni. In no, med drugim je tudi zanimivo, torej še en pokazatelj, koliko hitro se te razmere spreminjajo na naših tleh, ali pa koliko hitro so se v poslopju današnje gimnazije Celje Center tudi ta, da, kot se pojavil prej v življenjepisu, v bistvu v 10 letih menil kar 5 funkcij, tak ali pa drugačne, s stalnimi preimenovanji in tako naprej, kar je najbrž tudi vedno znova težilo delo na eni strani profesora, na drugi strani vodstvenega kadra. Ja, se tam sedi moj nekdanji ravnatelj in najbrž tudi spomne pred 35 leti, ko sem prišel pravzaprav kot štipendist Celjske izobraževalne skupnosti na pogovor za službo, potrebovali so fizika, matematika in seveda takoj sem bil sprejet v službo. Potem so pa na nek način se sledile pravzaprav reforme iz leta v leto. Res, da je usmerjeno izobraževanje zaživelo še leta 1981, vendar pedagoške šole so bile tiste, ki so na nek način poskusno testirali, kako bi to imenoval, nove učne načrte. In kljub temu, da sem recimo takrat učil samo fiziko, sem vsako leto pravzaprav v istem programu učil popolnoma drugačno osnov. Premetavali so se iz letnika v letnik, posamezna poglavja, ne vem, preizkušali smo učitelji v praksi, kaj je pravzaprav boljše. Pri tem smo se seveda ogromno naučili in vsi učitelji vseh teh, rekel, takratnih srednjih pedagoških šol smo se ogromno izobraževali. Hvala Bogu, dobili smo tudi veliko te nove opreme in mislim, da smo v tem času tudi ogromno pridobili. Tako da smo na nek način v letu 1981, ko se začelo usmerjeno izobraževanje, bili pripravljeni na te nove izzive in učiteljski zbor, ki je potem pravzaprav nadaljeval to delo, je v letu 1991, ko je prišel gimnazijski program, bil pravzaprav res na nek način na višku svoje ustvarjalnosti. In jaz moram tu povedati, da se mi zdi, da smo dosegli zelo veliko, če smo postali enakovredni recimo prvi gimnaziji, ki je imela toliko in toliko dolgo tradicijo gimnazije, mi smo pravzaprav v nekaj letih, ko smo začeli gimnazijski program izobraževati, že pravzaprav dosegali primerljive rezultate z prvo gimnazijo oziroma z ostalimi gimnazijami v Sloveniji. Tako da je to pravzaprav prav gotovo zasluga vsega tega minulega dela in pa seveda odličnih, tudi bom rekel, prostorskih pogojev. Profesor Kapš, ki je bil ravnatelj šole, je ogromno postoril za to, da je šola ponovno zasijala v vsej svoji tej secesijski lepoti, tako od zunaj kot od znotraj. Imel je res fantastične ideje in pa zelo dobro realizacijo vsega tega, tako da je tudi takrat, pred 20 leti, šola bila pravzaprav pripravljena za skok naprej in seveda uspeli nam ga je narediti. In zato tudi zdaj, po 20 letih, jaz pravzaprav na nek način odhajam, se mi zdi, da je podobna situacija. Če bo kolektiv z, bom rekel, novim ravnateljem stopil skupaj, če bodo na nek način tudi nadaljevali vso to delo, modernizacijo pouka, razne te projekte, ki jih uvajamo, mislim, da so odlične iztočnice in da je to pravzaprav na nek način porok, da bo šola opravljala svoje pedagoško poslanstvo tudi naprej. Hvala. Treba seveda tudi omeniti, da v teh zadnjih 20 letih je šola dobila
novo športno dvorano, kjer je bila soinvestitor tudi mestna občina Celje in pa eno najlepših srednješolskih knjižnic na Podstrešju. Gremo naprej, hitro, vem, da že presegamo 45 minut, malo smo začeli zamuditi, pa glavni odmor je zdaj, tako da še lahko 5 minut si vzame, upam, da dovolite. Na moji levi je profesor Stane Medved, avtor članka z zlatimi črkami zapisano v zgodovino gimnazije Celje Center od leta 1991 pa do današnjih dni. Sicer je profesor Medved prav tako maturiral na Celjski gimnaziji, potem maturiral, potem diplomiral iz zgodovine in umetnostne zgodovine in svojo pedagoško pot začel na šoli Borisa Kidriča, od leta 1992 pa uči na gimnaziji Celje Center zgodovino in umetnostno zgodovino. Poleg rednega pouka je tudi ustanovitelj in mentor kluba zgodovinarjev gimnazije Celje Center in pa opravlja še eno zelo pomembno funkcijo, ki je pa večinoma očem skrita, ne samo očem javnosti, ampak tudi velikokrat očem nas učiteljev in pa naših dijakov. In sicer je uradni kronist gimnazije Celje Center. Zato mi dovolite, da izpostavim danes predvsem delo kronista, oziroma kaj to sploh pomeni biti kronist ene šole. Ja, to bo pa zelo kratek odgovor. Ne bom dolg, ne. Sej, mislim, da vsak ve, kaj pravzaprav to pomeni. Gre za zapisovanje dogodkov. Dogodke sproti skoraj da ne moremo zapisovati, ker so to takšni dogodki, ki imajo posledice in seveda moramo pisati tako, da so dejane skupaj s posledicami, kot so, ne vem, rezultati tekmovanj in podobno. Tako da z določenim časovnim zamikom se piše kronika, ponavadi po mesecih, v glavnem se pa verjetno kroniko piše tudi razredništva, porodniške, daljše odsotnosti in podobni dogodki. Seveda včasih tudi kakšni politični dogodki, če ti pač vplivajo jasno tudi na tisto, kar se dogaja v šoli. No, kronike so vsekakor izjemno zanimivo branje. Opazovati profesorja Medveda pri delu, namreč kroniko še vedno vodi tako, kot se po mojem spodobi, na roko, je zanimivo. Tako, in zdaj mogoče tudi se vrnem urednici, kakšne kroniste pa je imela šola? So bile te kronike v pomoč? Oziroma, kakšne lastnosti naj bi imel kronist? Torej, jaz moram povedati, da mene je pač zanimala zgradba in njena okolica, ne. Tako da to, kar je rekel profesor Medved, ne, tudi politični dogodki, tudi uspehi dijakov, ne, tudi ne vem, kako so bili obremenjeni posamezni učitelji, ne, vse to piše, ne, ampak jaz se pač s tem nisem ukvarjala, zaradi tega, ker me je pač zanimalo tisto, kar se mi zdi, da pač sodi v kroniko, katere naslov je Stoletje stavbe, ne. Mogoče, če že, kaj sem še, ne, zdaj sem se spomnila, da sem pozabila povedati, recimo, da je šola leta 1924 dobila ta znamenit 11 kg težak zvon iz brona, da je to bil prav poseben dogodek in ta zvonc je še vedno tudi neka maskota naše šole, ne. Prosim? Ne, ta. Pač ena zelo dobra replika tega zvonca. Ja, no, tako. Vsekakor ga imamo in vedno znova radi udarimo, čeprav zdaj ravnatelj tja da v kamere, pa si ne upamo več toliko tolči. Včasih smo se lahko na dijake izgovarjali, zdaj se pa ne moramo več. Ima pa lep zven, absolutno. Kje se hrani kronika, oziroma kaj se zgodi, če kroniko recimo odplavi poplava? Potem smo pač brez kronike. Tudi je prednost, jaz vprašal, ja mislim, da je bila celotna kronika zapisana v 2 knjigah iz te šole. Nekdo je očitno delal povzetek, potem se je pa začela v bistvu bolj redno pisati, ne, v poletjih, kot naj bi se tudi pisala. Tako da vse od takrat, od leta 92 ali 93, je zdaj kronika kolikor toliko v redu. Kar je potrdila tudi inšpekcija. Jaz bi dodal to, da pravzaprav kronika ni bila zakonsko predpisana, mogoče to šele zadnjih 10 let. Kljub temu pa smo na tej šoli kroniko pisali sproti redno od leta 92. Vmes je eno obdobje nekaj let, ko ni bilo čisto tako, prej nazaj pa spet. Tako da imamo pravzaprav res na roke napisano kroniko, tako ko si želiš videti kakšne stare rokopise, tako je bilo včasih in nekaj podobnega se dogaja tudi zdaj naprej.
No, jaz vsekakor predlagam, da dokler nimamo izvedenih vseh protipoplavnih ukrepov na področju Celja, da kronike hranimo na podstrešju. In se zato obračam na našega nekdanjega dijaka, maturanta generacije 2010, trenutnega študenta arhitekture v Ljubljani, Miho Žganka. Sicer še kljub temu, da ni več dijak naše šole, še vedno je tesno povezan s šolo, saj prepeva v šolski zasedbi ob TD9, gre za skupino fantov, ki so vsi nekdani dijaki te šole. Je bil že v času svojega šolanja na gimnaziji Celje Center med najglasnejšimi in najvidnejšimi dijaki in je tudi danes kot študent med najvidnejšimi študenti fakultete za arhitekturo v Ljubljani. In potrebno je omeniti seveda tudi to, da je eden izmed dinastije Žgank 3 bratov, ki so vsi v zamiku 2 let hodili na gimnazijo Celje Center in ko se človek prebija ne samo skozi tole, tu je mogoče malo faktografsko zapisano, ampak sicer skozi kronike gimnazije Celje Center in sezname dijakov, sploh teh pestrih programov vidiš, da so to res cele generacije, ki so si podajale kljuko, sploh tam do leta 1974, ko je dejansko bila možna pot direktno, iz vrtca v osnovno, na srednjo in še na pedagoško akademijo. Torej, 73. ste se lahko v Celju šolali v eni stavbi, praktično od predšolske vzgoje pa do diplome. Kar je seveda tudi en zanimiv podatek. No, Miha je pripravil v sklopu praznovanj naše 100-letnice, v sklopu dejavnosti društva GCC, ki smo ga to leto ustanovili, zato da bi povezali nekdanje generacije šole, idejni projekt za drugo fazo prenove podstrešja. Prva faza je izvedena, tam je šolska knjižnica, druga faza, to je pa drugo krilo, južno krilo šole, če se ne motimo to, severno krilo šole. Ja. Je pa prenova, ki se idejno loči od tiste prenove, ki je bila upravljena predhodno, se pravi v 90-ih, kjer je šolska knjižnica, ker skuša ohranjati te temeljne elemente, ki delajo naše podstrešje tako zanimivo in posebno. Zdaj pa, Miha, mogoče najprej vprašanje, vendarle, kako danes gledaš na svojo šolo? Kot arhitekt na stavbo, kot nekdanji dijak pa na tisto, kar je v njej? Sigurno je treba povedati, pač, da je edinstvenost te zgradbe, ki imamo v Celju, pač se lahko čtemo v čas, da imamo sploh priložnost, da imamo nek tak biser v Celju arhitekturni, kot je poslopje gimnazije Celje Center, ki ima potencial, da reprezentira naše mesto podobno, kot ga danes, ne vem, Celjski grad ali pa nekaj, kar nam daje identiteto na arhitekturnem področju. Tako da se moramo zavedati, da je treba takšne zgradbe ohranjati, pač se zavedati naše dolžnosti, da jih varujemo. No. Kot dijak zelo imam lepe spomine na ta čas, ko sem bil dijak. Ne samo pač zaradi vse izobrazbe, ki sem jo dobil, ampak zaradi tega nekaj več, kar je bila šola zmožna meni ponuditi. To je predvsem udejstvovanje na različnih področjih, na umetniškem, ukvarjanje z glasbo in ostalimi dejavnostmi, pač, ki so naredile pač, ta leta res nekaj posebnega, ki so dala pečat v tem obdobju mojega življenja. Niso vse šole zmožne pač, ponuditi tega dati nekaj več, ne zgolj čiste izobrazbe. Je seveda to temelj, ampak nekaj več, kar o tem, ko govorim zdaj, o tem pač, da nas pripravijo za nadaljne življenje v drugačnem smislu, da nas naredijo odgovorne odrasli in tako naprej. To pa je nekaj, po čemer si bom sigurno zapomnil našo gimnazijo in kar je dal tudi pečat zdaj na moja sedanja leta, ko študiram arhitekturo. No in ravno iz te dodane vrednosti izhaja, vsaj kolikor jaz vidim, tudi ideja te druge faze prenove. Torej, kaj se je zdaj začelo umeščati na to zanimivo podstrešje, oziroma se bo umestilo, ko idejni projekt postane tudi resničnost? Predvsem je v prvi fazi šlo za to, da se omogoči da se vzpostavijo neki novi prostori, ki bojo na gimnaziji omogočili izvajanje vseh teh dejavnosti, ki se izvajajo zdaj na nek boljši način, oziroma pač se dopolni ta shema, ki omogoča vzgojno-izobraževalno delo še z nekimi prostori, ki omogočajo pač te dejavnosti, ki so nekaj več. V prvi fazi gre predvsem za ustvarjanje novih prostorov za potrebe na umetniški gimnaziji.
ker sedaj mislim, da je samo risalnica ena večja učilnica, ki omogoča to delo, ne vem, ateljejsko delo, umetnostno ustvarjanje, ne vem, slikanje pa tako. In se potem ustvari neka nova shema, kjer se omogoči še v večji meri izvajanje tovrstnega pouka. Zato je prostor, smo želeli ohraniti čim večji, čim bolj odprt, brez nekih ločenih predelov, tako da je prostor možno izkoristiti tudi za ostale dejavnosti, ne vem, kot so kakšne prireditve, izvajanje rednega pouka, učilnice, ne samo pač ateljejsko delo, pa tudi dobiti neke nove prostore za prireditve, naprimer vadnice, pa tako naprej. Seveda pa tudi spada zraven še vse ostalo, ne vem, kot so, da je poskrbljeno za sanitarije, kabinete za profesore, skladišča, arhive, tako. Hvala. Gre za res en lep načrt, ki si ga lahko ogledate tako v zborniku, kot kasneje tudi na razstavi. Tako da se ti na tem mestu tudi v imenu vseh nas tu prisotnih zahvaljujem, ker si tako velikopotezno in velikodušno priskočil na razvijanje neke vizije, ki je seveda drugačna, ker jo pripravlja nekdanji dijak, ki je bil zelo močno vpet oziroma še vedno na nek način vpet v življenje šole. Če zdaj iz zbornika počasi že začnemo prehajati v spodnje prostore, kjer nas čaka tudi ena osvežitev po tej, upam, da zanimivi učni uri, se naj obrnem še na kratko na fotografa Matjaža Očka. Matjaž nedvomno sodi med najperspektivnejše celjske fotografe mlade generacije in je prepoznaven že mednarodno. Sicer ga je študijska in srednješolska pot vodila bolj po naravoslovnih vodah, ampak je na koncu ta hobi in ta želja po ustvarjanju res dobrih fotografij prerasla v poklic, ki ga danes mojstrsko obvladuje. Cenjen je zlasti kot modni fotograf, med drugim fotografira tudi za 3 največje modne agencije tega sveta. Ukvarja se veliko tudi s koncertno fotografijo, zdaj fotografiranje stavb oziroma arhitekture in arhitekturnih detajlov pa je bilo nekaj povsem novega in to mu je ponudil tale naš jubilej. Tako da Matjaž, najprej vprašanje, kako je to, ko zamenja človek živ, pod narekovaj model, z mrtvim? Ja, Ujiti ne more, no, to je... Bistvena razlika je ravno ta, ja, da če se navežem na modno fotografijo, je pri arhitekturi model pri miru, ne gre nikamor, tako da si lahko vzameš čas. Se pa pojavijo druge, ne morem reči neprijetnosti, ampak zanimivi dogodki vzporedno, ker tako kot pač je bilo omenjeno, nisem imel bistvenih izkušenj z arhitekturno fotografijo in je praktično, po eni strani bi moral biti arhitekt, da bi se tega dejansko lotil tako, kot je treba, ampak izbral sem si bolj komercialni pristop in ja, interesantno je pač opazovati, recimo si postaviš en model, kako se boš tega lotil, recimo jaz sem si razdelil svoje delo pač logično na 4 sezone. Ja, to je zelo pomembno, to sem jaz pozval, meni se vrečujem. Je avtor niza fotografij poslopje gimnazije Celje Center v 4 letnih časih, torej ujeti stavbo v barvah, ki jih ponudi okolje. Ja, in v vsakem okolju pač fotografsko gledano so zastopane različne barve, različne temperature in zdaj vse to ujeti na fotografijo je pač mi bil zelo en velik izziv. Ampak, kot sem prej na začetku omenil, se pa poleg tega izziva pojavijo drugi dejavniki, na katere pa nisi prej bil recimo tako pozoren. In sicer med samim fotografiranjem, pa naj bo to zima, jesen, poletje, sploh poletje, no, je bilo to prisotno, da so me recimo ovirali so moje fotografiranje, no, raznimi mojdoči, predvsem vozniki avtomobilov, ki so ustavljali, nastavljeno sem imel dolgo ekspozicijo, kar pomeni, da posnetek traja recimo, aparat zajema fotografijo približno 1 minuto in v tistem času pričakuješ, da se bo čim več vozil
zapeljalo mimo. Ne? Ampak pri meni je bilo to tako, da se pač jaz sem planiral, da bom to fotografiral recimo 1 uro, takrat, ko je najlepša svetloba. Ampak so se ljudje ustavljali z avtomobili in ven hodili in spraševali, kaj delam. Tako da sem jaz potem imel stoječe avtomobile na fotki in ljudi. In ja, ali pa tudi kak starejši gospod je prišel mimo s palco in se ustavil direkt pred objektivom. Ne? Pač je izziv, no. Sem se pa, ker nisem bivši dijak te šole, sem se zadeve lotil malenkost bolj iz komercialnega vidika. Predvsem zato, ker ko sem prišel prvič, torej v zimskem času, se mi zdi, ja, zimska serija je bila prva, sem prišel praktično na to šolo prvič v življenju. Tako da prvič sem stal na teh hodnikih in razmišljal, preden sem se lotil serije, ker pač vsako serijo sem si skušal vizualizirati, torej razčleniti, kaj bom fotografiral jeseni, kaj je bistveno po zimi in tako dalje. In sem stal na hodniku, opazoval te dijake, kako se stiskajo, kako jih zebe, kako se nekateri naskrivaj poljubljajo za kakšnimi vogali. In sem si zamislil, da bi mogoče celo to zajel na fotografije, ampak potem je ta komercialni vidik pretehtal, torej ta podoba, ki jo vidijo vsi ostali Celjani in Slovenci, ki se vozijo mimo zgradbe, ne samo njeni dijaki, ne samo hodniki, ki jih poznajo bivši in zdajši dijaki, ampak predvsem to, kar vidijo vsi ostali, ki niso hodili na to šolo. Če bi se lotil zadeve malo bolj umetniško, bi bila ta serija fotografij mogoče komu bolj všeč, večini pa verjetno manj, zato ker je na koncu pač namen tega, da je to všeč ljudem oziroma da daje neko informacijo. Ne. Tako da razlika je precejšnja, no, glede na moje delo in bom še vsekakor se lotil česa podobnega, ker je fajn, ker si lahko vzameš... 200-letnici lahko računamo. Fajn, ker si lahko vzameš čas, ne, ampak ja, če ni ljudi, ki bi te naraj pretepli sredi ulice, zato ker si jih ustrašil, da je slučaj da nisi policaj oziroma kar je zdaj pač aktualno, lahko bi to zažgal. Hvala, Matjaž, v bistvu si odgovoril tudi na vsa moja podvprašanja. Ostajamo pri vizualnem in tudi pri tistem sklepnem. Seveda vsaka publikacija ima ob teh tvorcih vsebine in pa seveda urednico, ki bdi nad vsem, tudi ljudi iz ozadja. In na tem mestu bi omenil dve, v publiki sedečo profesorico slovenskega jezika na naši šoli, profesorico Mojco Utroša, ki se je lotila zahtevnega podviga, to je zlektorirati v najkrajšem možnem času, da lahko gre zadeva v tisk, ker smo seveda vsi avtorji člankov malce zamujali tiste roke in preveč prijazna urednica je to dovolila. No, potem je imela seveda profesorica Utroša malce bolj hektično in hitro delo lekture in seveda tudi enotenja samih pisanih vsebin. Po drugi strani pa mogoče res tisto, kar pa nam velikokrat ostane prezrto, pa vendarle zelo pomembno, je pa sama oblika publikacije. Zato je odgovorna profesorica Ana Pečnik, na gimnaziji Celje Center poučuje likovno vzgojo, sicer je maturantka likovne gimnazije v Velenju in pa diplomantka pedagoške fakultete v Ljubljani, torej likovne pedagogike v Ljubljani. In seveda je to delo tudi precej drugačno od tistega, kar počnemo v razredu. Zlasti, ko se človek sreča z eno tako mogočno vsebino, kot je kotno poslopje secesijske gimnazije Celje Center. Mogoče prvo vprašanje, zakaj točno takšna oblika? Ja. Hvala. Zdaj najprej bi omenila čisto na samem začetku, da s tem zbornikom nismo želeli slediti nekim trendovskim smernicam grafičnega oblikovanja, ker kot je bilo že na začetku povedano, ta zbornik je in mora biti večen in aktualen danes in tudi čez nekaj desetletij. Sama oblika je, to se pravi kvadratna oblika zbornika, je seveda nastala
med ožjimi sodelavci tega projekta, to se pravi, smo sklepno se odločili za kvadratni format. Kar se pa teh vzorcev tiče, same vizualne podobe, same barve in same kompozicije, konec 19. stoletja so se sesijski umetniki sklicevali na razne cvetlične geometrijske vzorce. Jaz sem pa želela nekako citirati našo zgradbo, bodisi z samo podobo iz fasade, iz same, kot je že pred gospa Kerbavec omenila, samih detajlov na fasadi. Če pogledamo pozorneje, je tale vzorec zelo lep meni osebno približek, upam, da tudi vam, secesiji, in je zgrajen iz 3 črk, in sicer GCC, ki seveda pomenijo Gimnazija Celje Center. Te črke sem zrcalila in obračala in potem je nastal vzorec, katerega sem sklenila uporabiti skoraj na vsaki strani članka. Sama linija, ki se pojavlja levo-desno, pa citira en arhitekturni detajl iz naše fasade in to so taki pravokotniki, ki so pod venčnim zidcem v bistvu razporejeni okoli arhitekture naše Gimnazije Celje Center. In koliko časa pa človek potrebuje, da dobi eno tako idejo? Oziroma, poleg teh zunanjih motivatorjev same fasade je najbrž tukaj še eno ogromno delo oziroma postopek dodelava. Počne na sveti, brez nasvetov, sam, avtonomno. Zdaj, težko je ovrednotiti svoje delo in ga nekako postaviti v en časovni okvir. Bom pa rekla takole, da ni to delo, ki ga opraviš čez noč oziroma v roku enega tedna. To je delo, ki ga opravljaš vsakodnevno, nekaj urno, včasih malo manj, včasih malo več. Stvari je treba prespati, ker jih naslednji dan tudi vizualno potem drugače dojemaš, kar se tiče kompozicije, same postavitve likovnih elementov, besedila. Bom rekla, da ni bilo malo dela in bom s tem tudi končala. Če pa dovolite, bi se pa zahvalila moji prijateljici in dobri sodelavki Maji Rak, da mi je z nasveti in pomočjo oziroma da mi je pomagala in stala ob strani. Tako da hvala. Hvala, Ana. Zdaj pa smo res pri koncu in zdaj bi seveda skupaj z vami preselili v spodnje nadstropje. Mislim, da ta uvod v smislu predstavitve zbornika Stoletja poslopja Gimnazije Celje Center tudi dovolj tehten, da naj bo odprta razstava. Čisto na koncu bi res pozval še samo oba ravnatelja, mogoče za en tak zaokrožen sklepni del in seveda nas vse povabil v spodnje nadstropje. Vprašanja so seveda dovoljena zdaj ali pa kasneje ob kozarčku osvežilnih pijač, mogoče bo takrat jezik stekel še malce bolj tekoče. Na vsak način iskrena hvala, ker ste prišli. Vabljeni na ogled razstave, ki je na nek način povzetek zbornika, predstavlja te vsebine, ki smo vam jih predstavili v temle klepetu. 6 panojev se navezuje direktno na zbornik, 7. pa je delo učencev 2. osnovne šole in nosi naslov Iz Kosovelove na Ljubljansko in tam se boste pa lahko podučili o tem, kaj se je v svetu dogajalo leta 1974 zanimivega in kako so osnovnošolci in pa tudi naši dijaki dojemali eno izjemno prireditev, ki smo jo, v bistvu drugo takšno res osrednjo prireditev naše 100-letnice, to je bil dan generacij Gimnazije Celje Center, ki smo ga poimenovali naših 100. Tako da iz moje strani iskrena hvala za vašo potrpežljivost, bili ste izjemen razred, jaz sem prepričan, da bo test tudi temu primerno pozitiven, ja? In seveda oba ravnatelja še mogoče za en tak sklep. Jaz bi še enkrat izpostavil, da sem izjemno vesel, da nam je v tem letu 12, torej ob 100-letnici naše zgradbe, uspelo združiti in ponovno povezati našo šolo z osnovno šolo in po drugi strani pripraviti prireditve skupaj z našimi in njihovimi nekdanjimi dijaki. Mislim, da je to pravzaprav za ta čas res nekaj izjemnega in želim, da se to v takšni luči seveda tudi nadaljuje. Posebej se pa zahvaljujem vsem piscem in urednici za ta, bom rekel, res briljanten zbornik.
in pa seveda za postavitev razstave, ki odraža, odsikuje to delo. In v resnici iskrena hvala in sem prepričan, da vas bo publika nagradila z gromkim aplavzom. Si me prehitro za pol sekunde, ker sem hotel v tej maniri tudi jaz zaokrožiti tole današnjo druženje. Preprosto z istim veseljem, kot si povedal. Tudi mi smo izjemno počaščeni in veseli, da smo lahko sodelovali skupaj, pa ne zgolj kolektiv, ker smo praktično bili vsi v zbornici vpleteni v tistih naših 100, pa še v prireditve prej, pa prireditve, ki nas še čakajo. To zraven, predvsem naši učenci so bili izjemno zadovoljni. Tako tisti najmanjši, ki so ostali v šoli, ko so vaši dijaki prišli k nam, pa delali z njimi, z nekaterimi individualno in podobno. In vsi naši, ki so prišli na to šolo in bili potem v popoldan v delavnicah, ko so se dejansko počutili tako malo šefovske, ker so lahko z takih malo starejših dijakov zraven delali, pa so potem kasneje ugotovili in tudi povedali, ja pa vse smo lahko kaj rekli, smo kaj mi znam kaj tako povedati, takega, tako da v času, ko se vsi bolj razvajamo, ko pa spajamo, jaz ocenjujem to druženje osnovne šole in pa gimnazije kot izjemno pomembno in sem prepričan, da prvo tradicionalno leto druženja bo ostalo tradicionalno. Hvala, gospod profesor Bagaričičeva. Ja, torej, prijaznih besed nikoli ni preveč. Zato bi se rada zahvalila gospodu ravnatelju, ki je s svojim kritičnim očesom bdel nad nastajanjem zbornika, profesorju Deleji, ki me je opominjal, kaj vse je dokdaj treba narediti, potem vsem piscem besedil, še posebej pa gospodični Ani, s katero sva lepo sodelovali. Še enkrat hvala moji kolegici, profesorici Utroševi, ki je bilo treba močno prositi, da je pristala na to, da bo vendarle lektorirala kolegico.